Že tukaj Valentin, ura je 16. Nadaljujem z poslušanjem meddimenzijskih intervjujev z živalmi in ravno kar poslušam izpoved psa. Zelo zanimivo je bilo zvedeti, kako so psi nastali, kako je bil njihov obstoj na začetku precej drugačen, kot obstajajo sedaj. Bi pa izmed vsega, kar so povedali, poudaril eno stvar. Razlagali so glede komunikacije, glede sporazumevanja, kako se oni izražajo. Na primer, mi ugotavljamo, da psi pač lahko lajajo, ampak ta njihov lajež se nam zdi nekako enak. Da je to samo neke vrste zvok, ki ne nosi nobenih bistvenih ali natančnih informacij. Toda za pse je ta njihov lajež zelo drugače slišati, kajti oni tvorijo zvok laježa z vsem svojim telesom, izražajo se z vsako mišico svojega telesa in tudi lajež je zelo specifičen v določeni vibraciji, ki so jo zmožni slišati samo psi. Na ta način zmorejo izjemno veliko sporočiti, predvsem pa izražajo določeno počutje, dojemanje, dogodke, okoliščine. Sicer pa brez da psi izgovorijo ene same besede ali enega samega laježa, se prvenstveno izražajo z svojim fizičnim telesom. Mi recimo, ko vidimo psa, ki je igrivo razpoložen, lahko to vidimo skozi gibanje svojega telesa, oziroma njihovega telesa. Torej, ko vidimo psa, da skače sem in tja, da je nagajiv, potem mislimo, da je pes vesel. In potem mi začnemo to enačiti z občutki veselja v svojem fizičnem telesu. Toda psi ne generirajo čustev, energij, ki so rezultat konflikta v našem človeškem umu, temveč se izražajo fizično. To je poln izraz njihovega celotnega fizičnega telesa. Kajti čustva kot energija so pri človeku zelo kratkotrajna, so energija, ki črpa življenjsko silo iz našega fizičnega telesa in potem zelo hitro tudi mine. Če pa se bitja izražamo na fizični način, če izražamo svojo srečo, veselje z celotnim svojim fizičnim telesom, z polnim gibom, potem pa je to izražanje, ki ga lahko ohranjamo veliko dalj časa in je tudi bolj polno v svoji izraznosti. Psi nas torej učijo tega polnega izražanja. Ljudje, recimo, ko govorimo, ne komuniciramo z celim svojim telesom. Seveda premikamo tudi malce roke, še posebej tisti izkušeni govorci dejansko razvijajo to veščino komuniciranja, da se izražajo z celim svojim telesom, za to tako imenovano neverbalno komunikacijo. Ampak večinoma ljudje govorimo na ta način, da je naše telo pri miru in potem izgovarjamo samo skozi ta vratni predel, vratni ustni predel,
našega telesa. Ni tega polnega fizičnega izražanja. In zato tudi nismo pozorni na to, kako se druga živa bitja izražajo z njihovim gibanjem in zanemarjamo te fine gibe telesa. Zato tudi ne znamo na ta način opazovati in poslušati druga živa bitja, kaj nam imajo za povedati. Živali, še posebej pes, nas torej uči, da se izražamo z celim telesom, da ni nujno, da spregovorimo besede, ampak lahko z psom komuniciramo na ta način, da smo tiho, ga enostavno pogledamo v oči in mu notranje izražamo, rečemo, greva se igrati. In pes bo to lahko zaznal. Torej, zelo zanimivo je, kaj nas živali lahko naučijo in kako lahko ljudje svoje izražanje še bistveno bolj izpopolnimo, ga prepeljemo na povsem novo raven, veliko bolj polnega fizičnega izražanja, da se na ta način neposredno povežemo z svojim fizičnim telesom, ne pa da govorimo iz uma, neke umske informacije, samo z našimi glasilkami. Toliko v razmislek. Tisti, ki bi tudi želeli poslušati intervjuje z psom ali drugimi živalimi tudi, boste našli povezave do teh audioposnetkov v opisu tega videoposnetka, tako da vas vabim, da si jih poslušate. Lep pozdrav in nasvidenje!